sposobnost zaznavanja, reagiranje voznika, zorer se vidi in podobno. Alkohol vpliva na možgane in na njegove sposobnosti že v zelo majhnih količinah. Od tega, koliko je alkohola v možganih, toliko bolj so motene funkcije. Najhitreje so motene te čisto osnovne funkcije, ki človeku dajo tisto njegovo bistveno razliko od živali, da je sposoben presojanja, razmišljanja, koordinacije. In tukaj se najhitreje poznajo razlike med treznim pa človekom, ki je pod vplivom alkohola. To, ko se ve, mnogo ljudi ve, naprimer, da moti, oziroma da spreminja vidno polje, to je malo kasneje, ni v najzgodnejših fazah vpliva alkohola. Torej najprej so te ocenjevanje razdalje, naprimer koliko je avto pred menoj, ali pa v ogledalu, ko gledaš, koliko je avto za mano, koliko hitro se nekdo približuje od spredaj mi, tako da je lahko presoden, da bom prehitel ali ne bom mogel prehiteti. Skratka, motena je ta presojena cena hitrosti vozil, razdalje vozil. Potem zelo hitro je motena sposobnost koordinacije gibov, kaj moraš narediti v določeni situaciji in odločanja, kaj moraš v nekem nepredvidljivi situaciji, naprimer ti nekdo skoči na cesto, kaj moraš narediti, a boš odreagiral prav ali ne. In pa tudi reakcijski čas se zelo hitro povečuje. In to ljudje, tudi trezni ljudje, velikokrat ne vejo, kaj to pomeni, če voziš ti malo hitreje, pa malo počasneje. Naprimer pri omejitvah v naselju je 50 km/h omejitev. In če ti pelješ 50 km/h in ti nekdo pred tabo 15 metrov pred tabo skoči na cesto, v eni sekundi človek pri 50 km/h naredi približno 15 metrov. V eni sekundi. Torej človek reagira malo hitreje kot v eni sekundi trezen, vendar je pa še zavorna pot. In se mogoče ravno uspeš ustaviti pred človekom, ki je 15 metrov pred tabo skoči na cesto. Ali pa otrok, naprimer. Če pelješ, je vprašanje, če bo uspel ustaviti, ker se v eni sekundi, ko me je dobro odreagiral in preden se avto ustavi, ga boš verjetno zbil. Če pelješ pa naprimer 36 km/h, narediš pa 10 metrov v eni sekundi. In imaš pol časa, v bistvu skoraj 2 sekundi, da avto ustaviš in boš ustavil pred tem človekom. Alkohol pa ta reakcijski čas avtomatsko podaljša. Že v majhnih količinah in skratka imaš bistveno manj šans, da boš uspel pravočasno reagirati in vprašanje, če boš ustrezno sploh reagiral. Se pravi, z več alkohola se pa potem te funkcije še bolj motene. Verjetno potem pa res slabše že osnovno zaznavanje, se pravi. Že zaznavanje je moteno, da sploh zaznaš, kdaj zaznaš, kako zaznaš, potem, a boš sploh vedel, da moraš nekaj narediti, a sploh nič zareagiral, ampak boš potem ugotovil, da bi nekaj moral narediti. Podoben učinek ima naprimer tudi huda utrujenost. Ima podoben učinek na sposobnosti za vožnjo. Od upočasnenega časa reagiranja do motene koncentracije. Poleg tega pa alkohol še nekaj dela, kar pa utrujenost ne, da je človek postane nekritičen. Pripravljen na večje tveganje kot sicer. Občutke ima, da je bolj sposoben kot resnici je. To je pa pri utrujenosti pa tega ni, ne. Se pravi, v skrajni situaciji pa potem tudi slika pleše verjetno in se ti vse premika. Ni jasna slika, ni jasen širina ceste, tvojega pasu, kje je rob ceste, to se počasi briše. V vaših izkušnjah, koliko je dejansko voznikov, ki pijejo in se potem usedejo za volan, predvsem mladih seveda? Kakršnakoli je, velika ali majhna, čeprav sem jaz prepričan, da je zelo velika, ne velika, ampak zelo velika, je veliko prevelika, zato bi mogli res vsi delati, ampak ne samo mi, ne tudi organizacije, to mogla država delati. Ker neki, sploh ti,
ki so stalno upiti, po domače rečemo pijančki, ne. Te kaznujemo sploh v prometnih prekrških pa to. Tukaj jaz razmišljam malo drugače. Stalni povratnik, alkoholik, to ni prekršek. To je bolezen. Sam bolezni najbrž ne moramo zdraviti s kaznimi. Mi ravno pri avtomobilistih, motoristih, tudi kolesarji, če ga dobijo upitega vsako leto, z vsakim zakonom, više kazni, mnogo više kazni, vse to. Vendar, če vemo, da je to bolezen, to ni prekršek prometni. On ga je naredil, ampak iz bolezni, se pravi, moramo zdraviti na drug način, ne z denarjem. Mislim, da zdaj ta nov zakon je že šel v to smer. Se pravi, morajo že teli, ki bojo dobili upite, že kar imeti kar precej okrog zdravnikov, psihologov hoditi. Pa mislim, da se bo s tem nadaljevalo. Zdaj, če bo to zmanjšalo, bomo videli. Seveda prva kot najbolj stalna je globa, denarna globa, ki nekako ima razpon za vinjenost med 300 in 1200 evri. Potem seveda vsi ti vinjeni vozniki prejmejo tudi kazenske točke. Potem, če je stopnja dovolj visoka, to se pravi nad 1,1, potem se takšnega voznika tudi pridrži. Če pa voznik ne upošteva prepovedi vožnje, ki mu jo izreče policist, potem pa ga ob naslednji ustavitvi lahko policist tudi zaseže motorno vozilo, s katerim je ta prekršek storil. Na koncu je tudi epilog na sodišču v tistih večjih stopnjah alkoholiziranosti, kjer pride tudi do prenehanja veljavnosti vozniške dovoljenja, do raznih prepovedi vožnje motornih vozil. Poudaril bi pa eno sankcijo, ki je zelo huda, da če voznik stori prekršek, to se pravi, tudi če je vinjenje, je tak prekršek, za katerega je zagroženih 18 kazenskih točk, in se mu takoj prepove nadaljnja vožnja in mu je ta vožnja prepovedana do postopka na sodišču. In v vsaki nadaljnji ustavitvi takega voznika se mu zaseže motorno vozilo. To je pa nekako najhujša sankcija, s katero se takoj izključi te nevarne voznike iz prometa. Alkohola v telesu, v bistvu tega sploh ne moreš seznati naven. Naprimer, če imaš toliko, kolikor je še dovoljeno po zakonu, to je po starem 0,5 grama alkohola na kilo krvi, tega pri večini ljudi ni zaznati navzven. Lahko ima zadah po alkoholu, kar pomeni, da zavohaš alkohol. V samem vedenju pa mogoče edino to, da je nekoliko bolj zgovoren, malo kot sproščen, bolj dobre volje kot sicer, da ga malo težje ustaviš, da malo težje posluša druge ljudi, ima bolj prav on kot drugi. Skratka, ta njegovo samokritičnost je zmanjšana, drugače se je težko prepoznati. Na vožnjo avtomobila pa to že vpliva. Že ta dovoljena količina, ki je pri več kot polovici ljudi, bistveno zmanjša sposobnost za vožnjo.
strokovnjaki zmeraj govorimo, da bi morali veljati nič šofer. Torej, če voziš, da nimaš alkohola v krvi. Ker vemo, da že manjše količine od dovoljene vplivajo na sposobnost za vožnjo. Na splošno ženske so manj sposobne presnovati alkohol kot moški, zaradi tega, ker imajo sistem presnove nekoliko drugačen. Torej, encimi, kjer zgrejo alkohol, jih pri ženski v povprečju kot pri moškem. Pa poleg tega je zgradba telesa ženskega nekoliko drugačna, ima pri isti teži nekoliko večji odstotek maščobnega tkiva kot moški. Pri moškem pa več mišične mase. In alkohol ni topen v maščobah. Kar pomeni, da je pri isti masi, pri isti teži ženske, v manjši količini tekočine raztopljen alkohol, ista količina alkohola, kar pomeni, da je koncentracija višja. Torej, zato ženske še prej se pri njih pokaže te učinke alkohola kot pri moških v povprečju. Potem, če je na prazen želodec človek pije, se hitreje vsrka v kri in hitreje naraste koncentracija v krvi in s tem v možganih, kot če je na poln želodec. Če se pije skozi, če piješ eno steklenico piva 3 ure, se nekaj alkohola že sproti razgradi. In če greš po 3 urah, ko si pivo je drugače, kot pa če ga spiješ naenkrat in greš čez pore voziti. Skratka, cel kup teh pa še nekaj drugih stvari vpliva, od vrste hrane, tudi sama pijača, koncentracija pijače. Skratka, veliko stvari vpliva in tudi osebne razlike so. Pa tudi druge, pri samem človeku, pa enem samem, je lahko razlika, mora biti kakšna infekcija, kakšna okužba, ki jo hkrati preboleva, lahko vpliva na presnovo alkohola, če je neka zdravila vpliva na presnovo alkohola. Zato je nemogoče reči toliko, pa človek lahko spije, pa gre lahko voziti brez nevarnosti. Brez nevarnosti je, kar se tiče alkohola, nič. Pa že tako vemo, da vožnja po cesti ni možno voziti po cesti brez tveganja. Če si 100% trezen, je določen odstotek možnosti, da se bo nekaj zgodilo, zaradi drugih lahko na cesti. Če pa še sam nisi 100%, pa seveda tveganje toliko večje. Ali ustavimo vinjenega voznika, tako da se postopek začne običajno z pozdravom, z pregledom dokumentov, mogoče tehnične brezhibnosti vozila in seveda, če se pri tem zaznajo neki znaki, da bi lahko bil voznik pod vplivom alkohola, potem se opravi preizkus alkoholiziranosti z alkoskopom in seveda, če tak alkoskop pokaže pozitivni rezultat, potem se izpolni v tem preizkusu zapisnik, katerega policist da za prebrati tudi preizkušenemu vozniku, kateri pač pove svoje mnenje, ali se strinja ali se ne strinja, potem pa so postopki pač različni, lahko se tle zaključi. Če se seveda voznik ne strinja, je potem druga stopnja, bodisi etilometer ali pa strokovni pregled pri zdravniku. Kaj je etilometer? Etilometer je merilo, ki lahko nadomesti strokovni pregled pri zdravniku. Pregleda se pa to izdihan zrak ali v krvi ali kako? Če gre na etilometer, ki je merilo in tako da natančen rezultat, ni nekih odstopa, ni dvoma v to, se pač z etilometrom zaključi. Gre isto za izdihan zrak. Če pa je strokovni pregled odrejen, potem pa se seveda ugotavlja stopnja alkoholiziranosti na podlagi kri in urina. Če voziš pod vplivom alkohola, spravljaš na varnost sebe, ljudi, ki jih zraven peleš, ki so pa tvoji prijatelji, ali pa mogoče celo fant ali pa punca,
in seveda druge, ki so drugodeležence v prometu, od pešcev do kolesarjev, drugih voznikov. In po podatkih, ki jih imamo, koliko se zgodi nezgod, oziroma nesreč, kot temu reče nesreče, mislim, da sploh to ni nesreča, če voziš pijan, pol to ni nesreča, ampak si to v bistvu zavestno delaš, kar ni nesreča, kar je zavestno dejanje, kar je moralno zelo vprašljiva zadeva. Odgovornost do sebe in do drugih se drugi sploh pozabi, da si odgovoren do sebe in do drugih. In mrtvih na cestah v Sloveniji še zmeraj veliko preveč. Letos jih mislim, nekaj 120, že letos, ne? Kar je nesprejemljivo in mislim, da je kakšna tretjina mladih mlajših od 30 let. Kar je grozljivka, da toliko mladih izgubimo na cestah po nepotrebnem in od tega jih je kakšna tretjina zaradi alkohola. Potem se pa pozablja na ljudi, ki so pa poškodovani, ki niso mrtvi. Na te podatke pa pozabljamo, ki jih je pa vsako leto nekaj tisoč poškodovanih in mnogi teh imajo trajne doživljenjske posledice. Od hudih posledic, da so na invalidskem vozičku, do možganskih okvar, tako da jim onemogočajo normalno življenje, pa do kakšnih manjših. No, zgodila se mi prometna nesreča, oziroma sam sem jo povzročil pri 19 letih. Takrat, ko sem opravil vozniški izpit, nikoli nisem razmišljal, da bi se mi na cesti lahko kaj zgodil. Nisem razmišljal, da lahko povzročim nesrečo. Na cesti me je najbolj skrbelo samo to, da me na poti ne bi ustavili policisti, oziroma da me ne bi dobili pri prekršku. Skratka, nekega večera, potem, ko sem se vračal z ene zabave domov, na kateri sem spil tudi nekaj alkohola, v avtu se nisem pripel z varnostnim pasom, na poti domov sem vozil tudi z neprilagojeno hitrostjo in cirka 200 metrov pred domom sem zletel z ceste, avto se je večkrat prevrnil in zaradi neuporabe varnostnega pasu sem zlomil vratno hrbtenico v višini 6. in 7. vratnega vretenca. No, ta zlom pomeni diagnozo tetraplegija. Imam tako občutek, da bi mogli mi začeti vzgajati starše, kako ne vzgajajo otroke. Potem, ko bo kot osnovna šola, ko bo srednja šola, on je že dobil vzorc, on je dobil povzetek in bo tak, kot je bil. Za volanom ali v družbi ali kjerkoli. Tako da tukaj bomo mogli država nekaj narediti. Vzgojo ne samo mladi, ampak tudi vzgojo starejših, da bojo pravilno znali vzgajati svoje otroke. V bistvu otrok, mladenič, mladenka, z kakšnega okolja izhaja. Ne? Vidimo, okolje je tisto, ki izdeluje en profil enega človeka. A je to podeželje, je to center. Tukaj imamo tudi starši bi imeli velik vpliv, če bi se majčkeno več otroki ukvarjali. Ker so danes trenutno taki časi, da se starši bolj ukvarjajo, kako bojo preživeli to familijo, kako bojo delo dobili, jim ostane vedno manj časa za vzgojo otrok. To se pa seveda pozna. Zakon je naredil, se pravi, vsak mladi voznik, ki bo naredil vozniško dovoljenje, bo mogel v roku 2 let iti v ta tečaj. No, na teh tečaju pa mislim, da je že država to poskrbela, kaj ti bo psiholog, fizične delavnice in pa seveda tudi praktična vožnja, se pravi, tukaj bo pa že praktično veliko spoznal. Še vedno je najpogostejša kombinacija alkohol pa hitrost. Očitno smo pod vplivom alkohola nekoliko pogumnejši in zaradi tega tudi hitrejši in največ prometnih nesreč se zgodi v tej povezavi. Potem je tudi stran in smer vožnje, da zapeljamo na levo stran, ki je tudi velikokrat povezana z hitrostjo. Zapeljamo na levo, pa se mogoče hitrost glih ne da čisto dokazati, ampak vendarle je nekako tudi vzrok hitrost. Potem pa še kakšne druge različne načine objestne vožnje so povezane z alkoholom. To so pač najbolj pogosti vzroki.
Še zmeraj velja tisto staro pravilo, ki je že staro 40 let, če ne več, da kadar piješ alkohol, ne smeš voziti. In obratno, če voziš, ne smeš piti alkohola. In že nekaj prej ne, ker alkohol ostane v krvi. Če ti popiješ, da bom rekel, če človek popije 1 deci vina, na primer, rabi njegovo telo kakšno uro do uro pa pol, da ta deci vina razgradi v nestrupene snovi. 1 steklenica piva je tako kot 2 kozarca vina, rabiš 2 do 3 ure, da se razgradi alkohol, ki si ga spil. Ker pa če si popil pa 2 steklenice piva, rabiš pa 6 ur. Ker če si pil in ne bi smel 6 ur voziti. Če bi hotel res upoštevati to, voziti trezen. Če pa to pomeni, da če greš nekam z avtom, pa veš, da boš pil alkohol, je najbolj, če jih je več skupaj, da se dogovorijo, da eden ne bo pil. Če že mislijo, da morajo piti alkohol, eden pač tisti dan ne bo pil. Ali pa če greš in vidiš, da si pil, da pokličeš taksi ali pokličeš prijatelja, da se odpelje domov. Ali greš pa z javnim prevozom, pustiš avto, pa greš naslednji dan trezen iskat. Spanje pa to mogoče kaj... Spanje nič ne pospeši. Nič. Ne poznamo načina, kako bi pospešili razgradnjo alkohola v krvi. Tega ne poznamo. To, ko se govori med ljudmi, ali en tak orang spanca, ali pa črna kava, ali pa stuširanje z mrzlo vodo in kaj se mogoče, pa prodajo tudi neke različne tablete, ki ne bi to. Ni načina. To je vse larifari. Ni nekih kemikalij. V medicini ne poznamo. Če naprimer nekdo popije toliko, da je zastrpljen z alkoholom, da je nezavesten, ne poznamo načina, da bi pospešili odločanje alkohola s krvi. Niti z dializo ne, nič. Treba čakati, da pač jetra glavno naredijo svoje, pa ohranjati življenjske funkcije. Sem pa tega, pa kakšno umre tudi zaradi tega. Želel bi si, da se noben ne bi vstopil vinjen v vozilo. To bi bilo idealno, ne? Seveda, zavedati se mora preko začne uživati alkoholne pijače in če ima seveda na dvorišču vozilo, da če bo vozil pod vplivom alkohola, da lahko ta trenutek, ta vožnja spremeni njegovo življenje, bodisi da postane invalid on, da postane invalid do drug. Najmanj, kaj se mu lahko zgodi, je neko plačevanje ene odškodnine celotno življenje. Zato se vožnja vplivom alkohola absolutno ne splača. Če pa pogledamo, kakšne so lahko posledice, pa ne privoščim nikomor tega, zato je treba razmisliti, ne ko smo že vinjeni in ko gremo v vozila, ampak že prej, ko gremo nekam, kjer vemo, da bomo pili tudi alkoholne pijače, da razmislimo, kako bomo šli domov.